Pozdravljene gledalke, pozdravljeni gledalci v oddaji Moj dom. Moje ime je Tomas Krelj in prihajam iz nepremičninske družbe Fest. Danes pa je z mano gospa Polonca Obrč-Jereb, po profesiji premoženjska svetovalka. No, Polonca, daj povej kaj o sebi. No. Živjo, Tomas. Ja, lepo pozdravljeni tudi z moje strani. Premoženjska svetovalka sem že 24 let. Navdihuje me od nekdaj že razumevanje in poznavanje financ in naše obnašanje z njimi. Sicer pa sem tudi mamica dveh otrok, dveh lepih zlatih punčk, ki jih že od malega poskušam tudi uvajati v svoj posel, kar je tudi zanimivo za mogoče kakšno debato malo kasneje. Torej, ne v sam posel, ampak v razumevanje financ, kako se z njimi obnašamo. Polonca, kaj pomeni premoženjsko svetovanje? Premoženjsko svetovanje v glavnem tako zelo strokovno bi lahko rekla, da pomeni svetovanje na področju osebnih financ, naložb, varčevanj in seveda tudi učenja ljudi, kako upravljati z financami, z denarjem, s tistim, kar pravzaprav dobi, kar da, kar mu ostane. Ja, zanimivo, ker dejansko, če pogledamo, imamo dve skupine ljudi. So ljudje, ki ne vejo, kam bi svoje finance dali, ker jih imajo viška, in pa so ljudje, ki komaj izhajajo, ki morajo res previdno delati s svojimi financami, da preživijo cel teden, mesec do naslednjega dohodka osebnega, ko ga dobijo. Katerih strank je več? Dobro vprašanje. V globalu sta ta dva pola, ampak jaz bi še enega vmes dala, tistega, ki pravzaprav ima dovolj, misli, da je to tudi dovolj za prihodnje in da se zelo tako nekako mačehovsko obnaša z denarjem. To pa tista srednja. Katerih je pa več, bi pa težko rekla. V vsakem obdobju, vsaj po mojih izkušnjah, kako prihajajo stranke k meni, so obdobja, veste, kot domino efekta, ko preleti ena stranka, potem pa potegne za sabo domino efekt in imam potem same take, ki je potrebno reševati situacijo, kot si rekel, nimamo ali pa se težko prebijamo, ne znamo in tako. Potem pa pride obdobje tistih, ki pa sam prerasporejamo. Ja, predvidevam, glede na to, da imamo ogromno denarja na bankah, mi Slovenci, da zdaj v zadnjih 2 letih, ko se je malo inflacija povečala, pa ker so se stroški povišali, pa ker je vse postalo drago, ali pa se je vse prevrednotilo na višje nivoje, od nepremičnin vsega, da je bilo kar dosti tistih, ki imajo višek, ki so se ustrašili, kaj bomo pa zdaj z denarjem, ali nam bo propadel nekje, ali ga bomo nekam vložili. Ja, inflacija je vedno zanimiva tema, vedno spodbudi ljudi k razmišljanju, ampak seveda najprej se je treba zavedati te inflacije, ker pri inflaciji se vedno lahko pogovarjamo tisto, kar nam objavijo, torej rečeva temu statistična inflacija in pa tista inflacija, ki je pravzaprav košarica tega, kar mi porabimo, to je pa lahko za tvojo družino drugače kot za mojo družino, ali pa za nekoga tretjega, ki mogoče živi sam in odvisno, kaj rabiš, kaj potrebuješ, kaj kupuješ, kaj je tista konstanta, ki jo kamor non-stop daješ denar. In to je treba potem tudi malo pogledati. Jaz izhajam iz nepremičninskih krogov, meni so seveda naložba v nepremičnino, ta je najboljša, tam je ohranjeno premoženje, sej cene ves čas rastejo, pa imam dobro naloženo, ampak vem, da je dejansko še mnogo drugih možnosti, ki lahko ohranjam svoje premoženje, ki ga lahko še oplemenitam. Zdaj pa, Polonca, kako ti pristopiš k reševanju enega finančnega izziva oziroma teh ljudi, ki se obrnejo na tebe? Na kakšen način to? Mogoče bi povedala tako. Vedno najprej stranko nekaj moramo vprašati, analiza, malo se pogovoriva o situaciji oziroma sploh kaj hoče od mene, tisti trenutek, ko pride. In seveda nekateri imajo idejo, bi pa naložil nekam, zdaj mi pa povej o tej specifični naložbi, naprimer nepremičnini. Spet drugi pa so pa malo bolj lahko odprti in te imam jaz rajše. Zakaj? Ker lahko naredim analizo, pregledava trenutno stanje,
kaj ima, govorimo o finančni plati, finančnih naložbah, varčevanjih, kreditih, ne nazadnje tudi zavarovanjih, vse, kar se tiče osebnega premoženja. To pregledava, potem na podlagi tega, kaj jaz dobim, lahko naredim neko analizo, neke predloge dam, neke optimizacije, lahko samo odkljukamo, lahko pa predlagam neke optimizacije in potem tudi napotim. Ne vem, če je pri davkih treba kaj optimizirati, gremo k davčnemu svetovalcu, običajno pri zavarovalnih poiščemo nekoga, ki je specialist na teh področjih, ga poznam, sodelujem in tako naprej. In ne nazadnje so potem konkretno stvari, ki bi jih moral izvajati, ne glede na to, a rešujemo njegovo situacijo, torej tisti prvi primeri imam premalo, kako naj delam, da bom nekaj privarčeval, ali pa samo gremo v ta drugi del, torej nekoga, ki ima in mu inflacija požira in je smiselno, da se to prerazporedi. Raven zdaj sem razmišljal, velikokrat se mi tudi pri prodaji ene nepremičnine srečamo z ljudmi, ki so globoko zadolženi, pa potem tudi mi malo pomagamo, postanemo ene vrste svetovalci, kako to zadevo rešiti, ko se bo prodala nepremičnina, kako se sploh lahko proda nepremičnina, ker je obremenjena z mnogimi temi hipotekami, terjatvami in te zadeve. In potem jaz mislim, zelo pomembno je, da ti on res zaupa vse. Se pravi, da pove vse kredite, ker ponovadi se nam to zgodi, ko že zapeljemo cel postopek, potem se pa nekje pojavi nekdo, jaz sem še tukaj, hop, meni je tudi dolžana, A je tako to? Je enako pri mojem poklicu. Seveda, če želim, ali pa če želiva oba z stranko ali pa investitorjem, da je moj predlog, tisto, kar predlagam, dovolj kompetenten za njegovo situacijo, potem seveda se moram že takoj z njim pogovoriti, da mora biti iskren. En z drugim mora biti iskrena. In jaz mislim, da je treba ljudem povedati, da je to njihova odgovornost. Ker če nekaj zamoči, sam veš, je lahko potem zelo narobe dolgoročno ali pa v naslednjih postopkih, ali treba čisto vse popravljati. In s tem potegne mogoče dodatne stroške ali pa neke poteze, ki ne bi bile potrebne v takšnem primeru. Tako da ja, iskrenost, zaupanje, kako do tega pridemo, to je druga zgodba, ampak je pa potrebno v tej fazi. Ja, ker dejansko pridejo situacije, kjer en navaden smrtnik, jaz ko rečem, ne vidi več izhoda. Čeprav jaz mislim, da je povsod izhod, če se ugotovi, da premoženje je, da se lahko poplačajo vsi dolgovi, čeprav, kakor se mi soočamo in srečujemo s problemi, ko imaš ti veliko enih kreditov, terjatev in potem ta mesečna obveznost presega vse zmožnosti, ne moreš več speljati in potem te začnejo stroški raznih izvršb pobirati sredstva, in tukaj so te zadeve, da nekdo pride in to svetuje tem ljudem, kako to rešiti. Jaz osebno verjamem, da rešitev vedno lahko je za take primere. Tako kot si rekel, tretja oseba mora biti, zato ker ni vezana čustveno na točno to premoženje, na to situacijo in bo brezkompromisno, bom jaz lahko rekla, lej, to pa to pa to. To je treba narediti ali pa ne bo. In pač je lažje, kot če se sam si v taki situaciji in se spravaš sam rešiti, recimo potencialna taka stranka ali pa nekdo, ki zapade v tako situacijo. Tako da ja, se strinjam, zaupanje, prva vrsta, druga vrsta, pa mora biti ena oseba, ki je dovolj stabilna, in tudi zna povedati kar po resnici, pa kar tako zelo na ostro. Ja, dejansko se mora ta stranka odločiti, da bo zaupala svoj problem, kar velikokrat ni lahko. Dejansko v stiski ljudje ne upajo povedati, se bojijo, čeprav je rešitev na drugi strani. Ja, bi temu rekla strah, ali tisto ogledalo, ki se v bistvu sam sebe skriješ, zato ne upaš povedati. Druga stvar je pa tudi, kako priješ. Zdaj, če boš nekoga na internetu iskal, mu ne boš vsega povedal. Ja. Če boš pa prišel k nekomu na neko priporočilo, po neki izkušenj, boš pa lahko. Zaupanje. Bova pa nadaljevala v nadaljevanju, mogoče kakšen primer, da bodo gledalci videli, kako se kakšna stvar reši. Z veseljem. Ja. Malo sva šla česa. Ponovno pozdravljeni v oddaji Moj dom. Tukaj debatirava z gospo Polonco o svetovanju, premoženjskem svetovanju.
Polonca, bi te jaz vprašal, kaj je trenuten izziv na področju financ v Sloveniji zdaj, ali pa rečemo globalno, za enega normalnega, običajnega človeka? Bi lahko rekla, da jih je kar nekaj in skozi leta se jih je nabralo, ampak na prvo mesto bi jaz postavila finančno nepismenost oziroma slabo poznavanje financ. Posebej osebnih, pa Slovenija ni nobena izjema, tudi drugod, tako kot si rekel, globalno se to pojavlja. To je ena stvar. Druga stvar, ki se dogaja skozi desetletja, da se pojavlja vedno več produktov, raznolikih produktov, in kakšni so mogoče tudi tako, da imajo, mogoče so zelo nefleksibilni ali pa stroškovno zelo obremenjeni. To je tudi ta stvar, ki je recimo pomembna pri financah, ker je neki izziv, ker ga moraš poznati, kot posameznik. Logično je potem pa še inflacija, ki smo jo pa že danes tudi omenili. Inflacija je pa seveda statistična, zelo zavajajoče. Mediji poročajo, super, inflacijo smo uspeli znižati iz 10-11, pa samo še pa 6 ali pa 5,5. Ampak pomisliš, če smo imeli prej eno leto ali pa dve, kar 10-11 statistično objavljene, ja, je treba posameznika vprašati, koliko pa je to bilo pol zares. Pri kruhu, pri mleku, pri tistih stvarih, ki jih uporabljaš. In to je, bom rekla, tak izziv za posameznika, kjer verjamem in pa tudi skozi izkušnjo vidim, kar tako malo čez ramo vržejo. Ja, sej bo, nekako tako, sej bo. Sam številke gledajo, številko, noben pa ne ve, kaj s to številko lahko narediš. Tako, ja. Zdaj, velikokrat se tako srečujemo na trgu z enimi določenimi investicijami, ki nam prikazuje visoke donose, ki nas kot magnet potegnejo. Kaj pa kako pogledamo na tako zadevo? Ali rečemo visok riziko, visoke donosi? Ja, tako večja podjetja imajo risk assessment. Se pravi, tudi vsak mora imeti posameznik to v svoji, bom rekla, zavesti, da mora imeti neko sorazmerje z rizikom, ki ga je pripravljen sprejeti za neke takšne visoke donose. Ampak posameznik bi moral to mogoče vsaj približno, vsi bi se morali za to svoje premoženje tega malo zavedati ali pa reči, ok, tukaj moram malo pogledati. En finančni svetovalec pa obvezno mora to znati. Pregledati, povedati in tudi jasno obelodaniti posamezniku, ki pride k njemu na svetovanje. Velikokrat se tako srečujemo z ljudmi, ki nimajo finančnih svetovalcev, ker so sami svoj finančni svetovalci, ker mi znamo marsikaj sami narediti, in potem jih ti donosi zelo pritegnejo. In si jaz vedno rečem pismo, tam, ko ima sigurni donos, ne bo dal denarja, ampak ko mu nekdo ponudi visok donos, takrat denar dobi, pa čeprav se že naprej ve, da je to nerealno. Se tudi srečujete s takimi ljudmi? Velikokrat. Ker recimo, jaz velikokrat dobim odgovor, zakaj bi zdaj plačal neko svetovanje, analizo, pregled in finančni načrt, jaz to lahko vse na internetu preberem. Ja, prav, preberi, saj ni problema, vse lahko prebereš. Ampak je treba veliko stvari pogledati in zraven upoštevati, glede na situacijo, ki jo imaš. In ni težava visok donos ali pa nek produkt, to je marketing. Kaj pa prodaja? Je nekaj, kar veliko dobiš. Zakaj? Ker smo ljudje v osnovi pohlepni. Mislim, hočeš več, se to ni nič narobe. Hočeš več, to je vse ok. Ampak je pa treba vedeti, da kaj si pa pripravljen zgubiti za ta več. In te razne reklame so zavajajoče v tem smislu, če ni vzadej nekega opozorila oziroma enega svetovalca, ki bi opozoril. Jaz bi lahko rekla, to ima super, pejva na tako, da bova imela, 20% na mesec. Ampak ti moraš biti pripravljen vse to tudi totalno zgubiti. Kako Polonca? Pridem na trg, iščem svetovalca. Ja. Kako izbrati dobrega svetovalca? Ja. Jaz bi rekla, zelo težko bi koga okarakterizirala kot slabega svetovalca. Tudi se lahko najde. Mislim, frizerka, ki striže, gotovo ni dobra svetovalka. Govoriva o tistih, ki imamo neke licence in neke šole za to odzadaj. To obstaja. To obstaja, tako. In
smo pa samo zelo različni. Kako pa naj posameznik preverja to? Bi pa jaz dala čisto enostaven nasvet. Prvo, kar je, naj izbere svetovalca, ki je mogoče dalj časa na trgu prisoten. To se pravi, izkušnje zelo štejejo. Zakaj? Ker nekateri smo šli v časih, ko je bil trg dol, in smo jih preživeli in imamo neko izkušnjo in za pokazati, kaj smo takrat delali in svetovali. In tudi, ko so dobri časi, torej ko so dobri in ko so manj dobri časi, je fajn, da je ta svetovalec že obstajal in bil na trgu. Druga stvar je zelo pomembna, vibracija. Pač vsak od nas mora priti oziroma na neko energetsko, simpatično kemijo, raven z svetovalcem in svetovalcem s posameznikom. To je recimo zelo pomembno. In v neki končni fazi prodajalec ali pa nekdo, ki je v nuji in potrebi hitro zaslužiti, bo lahko posamezniku zelo tak pritisk izvajal k zaključku neke naložbe, investicije, varčevanja, prodaje. Svetovalec bo pa razumel to potrebo posameznika po razmisleku, ker mu je v interesu, da bo z njim delal dolgoročno in v interesu, da ga bo zraven še tudi učil. To je velika razlika, da ga bo učil, kako ne dela z premoženjem, ne samo prodaj, zdaj pa to kupiti, pa to kupi, pa to kupi, pa to kupi. To pomeni od tistih, ki pravijo, če ne danes, jutri treba, potem ne bo več te možnosti samo stran. Ja, to je običajno, ni dobro. Ali pa marketinško zapeljano, tako da je čim prej, čim takoj, čim več. Kot ena ugotovitev, dejansko vsak potrebuje dobrega finančnega svetovalca oziroma premoženjskega. Ja, jaz bi rekla ja. Voda na moj mlin mogoče, ampak ja. Razumem, mi moramo začeti zaupati strokovnjakom stvari, ki jih oni vladajo. Ne moramo mi sami, oziroma nekdo kvazi, ki pride na trgu in ponuja ne vem kakšne, tako so rekli. Zdaj že vsi, kot sem prej rekel, pri frizerju se že pogovarjajo, kaj je dobra investicija, takrat je gotovo že vse skupaj prepozno. Mogoče ni, Tomas. Saj se lahko ti pri frizerju veliko pogovarjaš. Ti lahko pri frizerju tudi poveš, da imaš super, recimo, neke nepremičnine zdajle, ki so ugodne in so za kupec, so za pogledati, ne vem, zaradi nekih razlogov. Problem nastane takrat, ko ta frizer to tudi že naprej prodaja. Če pa ta frizer reče, super, Tomas mi je omenil, torej, ko frizer postane priporočitelj zate v smislu prepozna priložnost zate ali pa zame, takrat to ni nič narobe. Jaz bi rekel, kakšen primer? Primer? Dobre prakse oziroma kako to izgleda? Mogoče primer ene družine, ki bi ga lahko izpostavila, torej kaj smo naredili pri tej družini, je čisto enostavno, oba sta zaslužila lepe plače, imela enega otroka, imela lastniško stanovanje in ko sem jaz tja prišla, ponavadi stranko vprašam, kaj pričakujejo od mene. In ona dva sta skoraj v en glas rekla, mi dva skozi nekaj delava, pa služba pa skozi sva brez denarja. To se pravi, dajmo zdaj pogledati, zakaj sta brez denarja. V glavnem ugotovili smo, da sta seveda imela zlate kartice s presežnim limitom, poleg plače še dvojni limit, ker sta imela lepe plače, so jim odobrili, ampak ti limiti so bili porabljeni. In če imaš ti dvojni limit na eno plačo, težko pol to pokriješ. Rešitev je bila, da smo enostavno kartice in limite ukinili in sta potem dejansko za tistim, kar sta dobila, lepo šla naprej, ravno tako preživela in prav tako sta privarčevala in v 6 letih tudi ta kredit odplačali, smo mogli limite pokriti, ker to je najdražja oblika zadolževanja. Zanimivo, kapljica po kapljici. Jaz vedno pravim, da tukaj evro ali pa vsak cent šteje na koncu. Tako je, res je. In ko si damo mi v glavo to teorijo ali pa eno dejstvo, da moramo gledati, pobrati na tleh tudi evro, tudi centa, na koncu nekaj pomena. Tako da, ampak ljudi morajo spet zaupati, sprejeti mnenja in nasvete, potem je pa to lažje. Pa od njih odvisen, kaj bojo upoštevali. Zanimivi so ti primeri in jaz bi rekel, da je v nadaljevanju mogoče še kakšnega se dotakniti. Z veseljem. Dobrodošli nazaj v oddaji Moj dom.
tukaj s Polonco debatirava o premoženjskem svetovanju. Nazadnje sva govorila v enem primeru, zdaj bi pa prosil še za kakšnega. No? Ja. Z veseljem. Jaz vedno rada povem en primer, ki mi je tako ostal zelo v spominu pred leti. Investitor, gospod z enkratnim zneskom, je prišel k meni v pisarno na priporočilo ene moje obstoječe stranke. Pri tej obstoječi stranki, za gledalce povem, smo naredili celo tortico, torej pregled premoženja, razporeditev premoženja, ima tudi razpršitev, ne, ta pravo. Vendar njegov prijatelj pride k meni in pravi, joj, a veste kaj, jaz sem prišel k vam, ker mi sosed rekel, da ste mu super svetovala. Čekaj, hvala, super. Ampak jaz bi, tukaj imate $500,000, ni imel s sabo, ne, €500,000 imam in bi si želel zlato, plemenite kovine. Ne. Super, lepo, ne. Jaz bi lahko tako stranko sprejela, pa rekla, ok, fajn, super, jaz vam prodam, imam poslovnega partnerja, produkt partnerja, prodamo, zaključimo, greste. Zaslužim, najlažje. Ne. Ampak sva potem z gospodom ugotovila, da v principu bi bilo pa mogoče smiselno, da se usedeva, narediva analizo. Zakaj? Ker je treba pogledati, ali je on prvič je primeren investitor za to vrsto naložbe, drugič, ali je primeren, da celoten znesek kupnino da v to vrsto naložbe. Ne? Sva skozi pogovor in to analizo ugotovila, da ima svoj posel, da je samostojni podjetnik in je odvisen od enega samega kupca. 80% njegovega posla je bilo odvisno od tega kupca in moje vprašanje je sledilo, v redu, a vi lahko izključite riziko, da bi ta kupec nehal pri vas naročati, ne? Prav, z njimi delam že 100 let, oni mene ne bojo pustili. Sem rekla, kaj pa če oni ne bodo mogli pogodbe podaljšati z vami zaradi katerekoli razloga, stečaj, nekaj se zgodi. Ne? Ja, bom pa druge najdla. Ne? In potem je sledilo pogovor v tej smeri, koliko časa boš pa potreboval, da druge najdeš. Ne? Je treba tudi malo naprej pogledati prihodnost. Ne? In je sam gospod prišel do tega, da verjetno ne bo takoj 80% prihodkov nadomestil. In da bo potreben nek čas. In potem je bilo samo vprašanje, kaj bi potem s financami, če bo tako izpad. Ne pa je rekel, ja, prodal bom. Sem rekla, ampak vam pogodba poteče čez 1 leto. Tega, čez 1 leto je pa cena lahko nižja ali višja, torej naložba lahko tudi nižje gre, kot si vložil. Koga te pa pol klicu? Rekel, ja, vas, sem rekla, ja, mene pa res ne. In potem sva seveda ugotovila, da je fajn, da sicer nekaj naloži, sem pa mogoče še nekam drugam, pa mogoče neka stvar, ki je malo bolj fiksna, ne? In tudi nekaj sredstev je mogel pustiti na banki, čeprav mu to ni bilo všeč. Seveda samo potem podaljšal pogodbo in ima spet za 10. Ampak tako hočem reči, da neke rizike ljudje sploh nismo pripravljeni videti ali pa ne pomisliš. Pozabljamo, ja. Ja, ne pomisliš, seveda, on je rekel, mi že toliko let sodelujemo, smo že prijatelji, ja, seveda, ampak tem prijateljem se lahko kaj nehote zgodi, ne da bi oni hoteli s tabo prekiniti. V tem smislu to je bil zelo tak zanimiv primer. Ne? Pa ko pridejo k vam stranke, tudi rečejo, a jih vprašate ali sami rečejo, koliko hočejo pa imeti donosa? Ja, kakšni kar tako suvereno povejo. Drugače pa je to seveda ena izmed stvari, ki mene zanima. Zato, ker ko mi pove, koliko hoče imeti donosa, kaj pravzaprav pričakuje s trga, jaz tudi vidim, kam lahko implementiram njegovo premoženje oziroma na kaj ga moram opozoriti. Ker eni bi imeli kar veliko donosa, ampak če mu pa rečemo, kaj ste pripravljeni vse izgubiti, ne, to pa ne. Ja. Pa ne moreš iti na take visoke donose, ne, če nisi pripravljen rizika prevzeti, kot sva rekla prej. Ne. Zagotovo je pa tudi ta časovnica, koliko časa bi nekdo investiral. Ne? Ali to investira naprimer za pokojnino, ja. Ali to investira zato, ker ima 5 let na razpolago ena sredstva. Ja. Pa mene res zanima, dobro, mi se tudi počasi bližamo tistemu obdobju, ko ne bomo več aktivni, ne bomo aktivnega denarja, ampak bomo nekje mogli imeti ali iz privarčevanega, ali pa če bomo računati, da bomo državno penzijo dobili oziroma to, kar smo naredili. Kako pa se s tem, naprimer, svetuje, komu mladim, da privarčujemo za to, da bo naša starost nekje bolj varna, finančno, mislim? Ja, pokojnina je, verjamem, rak rana tega časa, ne, našega sistema. Zdaj, to ni nobena skrivnost. Kogarkoli bomo vprašali na trgu, bi rekel, ja, se res, penzije ne bo. Ne.
ni nujno, da je ne bo. Sam trenutno sistem je nevzdržen, kar se tega tiče. Torej bo, ampak vprašanje je njene višine in koliko bo ta višina pokrila mojega izpada oziroma mojega standarda. Ne? Ker če mi dva delava toliko let, ne, pa imaš nek standard kot podjetnik, nekaj si privoščiš in potem kar naenkrat to tako znižaš, ne. Ko vsi želiš uživati, ne, to se pravi, bi ta standard moral biti še višji, ne. Imaš več časa, več lahko potuješ in tako naprej. To ljudje ne razmišljajo, ne. Kje pa piše, da moraš biti star, pa bolan, pa biti dešen, ne. Lahko si še čist fit, pa greš, pa malo potuješ, pa kaj drugega narediš, ne, pa se mogoče s hobiji več ukvarjaš. Ne. In to je treba razmišljati tudi pri teh finančnih produktih za naprej. Ne. In zanimiv primer lahko še tukaj povem. Pred časom sem obravnavala enega gospoda, je prišel, pa je imel zelo veliko zavarovalnih polic sklenjenih. In skozi to analizo sva ugotovila, da na teh zavarovalnih policah je bilo preko 10. Na teh zavarovalnih policah je v principu bilo samo življenjsko zavarovanje, pomenilo, ker je bilo moje vprašanje, zakaj toliko zavarovalnih polic? Ja, zato, ker moram za penzijo varčevati. Ne? Torej, nekdo, ki mu je sklenil toliko teh zavarovalnih polic raznih življenjskih, je kupil oziroma je prodal njegov cilj, ker mu je rekel, jaz rabim za penzijo, super, tukaj. Ampak, če sem pa jaz analizo naredila, sem pa gotovila, da je on sam, da potuje in je na terenu z avtom skozi, nima nobenega dediča, nič. Ne? In zdaj se meni porajalo vprašanje, kaj pa, če se njemu kaj zgodi? Pustil pokojnino, kaj če se njemu kaj zgodi, toliko, da preživi? In mora tukaj neko invalidnost imeti, ne? Kdo ga bo živel? Niti ena polica od 10 plus ni pokrivala invalidnosti. Torej, razumevanje tudi to, nekateri produkti so za tisto, kar so, zavarovanja so nujno potrebna, ampak morajo biti tudi prilagojena na tvojo osebno situacijo. Ne? Varčevanje za pokojnino pa pač greš lahko tudi drugam, kjer boš, zato ker bo manj obremenjeno, zaradi ene stvari lahko več naredil na koncu. In sva z gospodom prišla do tega spoznanja, da je v principu sicer pravilno imel cilj pokojnina, varnost, vendar nepravilen produkt. Ker se tudi situacije na trgu spreminjajo, produkti se menjajo. Torej, ti za tak dolgoročen cilj, če imaš še 20 let, 25, 30 let do pokojnine prideti, moraš aktivno spremljati. Moraš in je treba tudi prilagajati tistemu, kar se na finančnem trgu spremeni. To se pravi, ves čas biti aktiven, praktično ves čas imeti ob sebi premoženjskega svetovalca. Ali pa se vsaj približno zanimati za svoje premoženje. Ne? Ker velikokrat reče, vse mi boš naredila, ti pomeš pa ti upozorila, ja ne bom te, jaz ti bom že povedala pomembne stvari, te bom že poklicala, ampak moje opolnomočenje tebe kot posameznika je na osebnih financah, da prideš do tega, da se zanimaš za svoj denar. Tudi za en cent. Daj mi polonca reci pri en mlad, rečemo, končuje fakulteto, šolo, se tik pred zaposlitvijo, kaj bi mu svetovala? Koliko naj mesečno daje za svojo pokojnino, da bo nekako imel nekaj, rečemo, en normalen starost, normalen prihodek, ko bo šel v penzijo oziroma v pokojnino? Mlademu posamezniku, ko se zaposli, bi jaz najprej dala na svet, začni takoj. Ne koliko, ampak začni takoj. Ker velikokrat je izgovor, do tam je še daleč. Ne? Jaz rabim najprej avto, pa pol je še nepremičnina v igri, jo moram tudi imeti, ne? Če ne podeduje, in še neki drugi cilji, ampak ne. Za pokojnino ni popravnega izpita, ne? Ti imaš samo enkrat možnost ta svoj skladek napolniti za izpad, tisto, kar ne bo sistem dal, ne? Država. In moraš začeti takoj. Čim si prvo plačo zaslužil, toliko pa toliko, pustimo višino. Ne? Sam začni. Tako, tudi če je minimalno, samo da se začne. Sam začni, tako. Pa potem nič tega se ne dotikata, kaj je pa naslednjič, kako? Več možnosti, več varčevanj, več vlaganj, se pravi namenskih, za nepremičnino, za potovanja, za pokojnino. Če hočeš res po by the book, tako rečejo, torej po črki zakona ali pa nekega svetovanja, bi točno to mogel narediti. Za pokojnino, za šolanje otrok, za nepremičnino, za avto, za neke eksterne ali pa izredne stroške in tako naprej. In ko se šteješ vse te premije na mesec, prideš tako
na ne vem, 60% svoje plače, kdo si pa to lahko danes privošči. Zato je treba tudi tukaj narediti prioriteto. Ne? In seveda en mlad človek, pokojnina za njega mora biti prioriteta, ker ima tako dolgo dobo, da res z manj lahko začne. In mu ne bo toliko načenjal, recimo, ko bo treba skrb spraviti za nepremičnino, ki je res največji življenjski strošek, jaz mislim, po premoženju, svoja lastna, ne? Če nimaš nekega drugega premoženja, da premetavaš. Ne? In je zelo pomembno, da se prioritizira te neke cilje in potem se od tam začne. Pustiti primer pa ne, zato ker se ti tudi dogodi, da se ti tvoja finančna situacija spremeni. Lahko napreduješ v službi, lahko imaš večjo plačo, torej lahko višaš premijo, lahko se produkti, kot so že rekli, spreminjajo finančni in je mogoče treba premetati kaj. Zato pa tudi ne moreš imeti zaklenen za 25 let. Mora biti fleksibilno, torej da lahko odreagiram glede na to, kaj mi trg ponuja in mora biti toliko donosno, da mi pokrije vsaj inflacijo. Mora biti. Ja, super. Ja, Polonca, mislim, da smo imeli lep pogovor, poučen. Bom se še oglasil, no, bom še kaj svetovala. Tako da se ti zahvaljujem za obisk v našem študiju. Dragi gledalci, hvala, da ste nas gledali in se vidimo prihodnjič. Ja, hvala lepa. Ja, hvala. Živijo.